Ok, prva vaja je potisk, torej vaja za prsne mišice, se uležeš na hrbet, primeš uteži in greš počasi z eno roko dol, z izdihom gor. Tukaj paziš, da grejo komolci pod 45 stopinj, torej da niso komolci blizu trupa ali pa preveč oddaljeni, torej da so vzporedno z rameni. Pazi, da so nekje 45 stopinj, da ko greš dol, narediš vdih in ko greš gor, narediš izdih. Tukaj tudi pazi, da rebra ne štrlijo preveč gor. Naslednja vaja je za trebušne mišice, torej lahko smo samo v plenku, lahko pa delamo tudi z nogo. Torej, da greš s komolcem proti kolenu, cel čas držiš boke gor, delamo trebušne mišice, pazimo na poravnavo telesa, torej da je glava v podaljšku trupa, da je noga stegnjena, če postane pretežko, pa enostavno delaš samo tako, da držiš spodnjo nogo pokrčeno, zgornjo nogo stegnjeno in narediš na obe strani. Ponoviš isto na drugi strani in torej z izdihom gre noga pa komolc skupaj, z vdihom gre naravnost, če pa samo držiš, pa samo drži in ne deli nič, samo dihi normalno. Vaja dvig bokov, torej greš na hrbet, se pripraviš in pokrčiš noge. Noge pokrčiš tako, da so v 90 stopinj, ko dvigneš boke gor, lahko pa tudi blizu zadnjice. Dviguješ iz pete, pazi, da rebra ne štrlijo gor, da z izdihom zapreš kakor dežnik. Dvigneš samo do položaja, kjer je zadnjica poravnana s trupom, ne dvigaš previsoko, torej res aktiviraš zadnjico. Zelo pomembno pa je, da se cel čas povezuješ z mislimi zadnjico, torej tako bo res oživčena in delala tako, kakor more. Naslednja vaja je vaja za roke, torej za biceps, greš na kolena, lahko tudi stojiš, če ti je lažje, primeš uteži, jih fiksiraš komolce ob telo in dvigaš. Upogibaš komolce, z izdihom gre ena roka gor, druga dol in z vdihom dol. Paziš, da res tukaj dihaš pravilno, da zapreš rebra, da so rame dol, da so komolci res fiksirani ob trupu in da se ne zibaš naprej pa nazaj, torej da res izoliraš vajo samo na biceps, poveži se z mislimi tudi z mišico, tako bo aktivacija boljša in imela boš več od vaje. Spet ena vaja za roke, torej greš na kolena, eno nogo daš pred sabo, drugo nogo daš nazaj, primeš uteži in z izdihom potisneš nad glavo. Torej izdih je gor, vdih je dol. Komolc ves čas seka naprej, torej ne gre nekam v stran, ne zbeži. Paziš tudi, da se ne gibaš naprej nazaj, ko dvigneš. Vzemi si dovolj težke uteži, da se ne boš zibala, ampak da boš res lahko naredila 10 ponovitev brez kakršnekoli pomoči ali pa kompenzacije druge vaje. Ta vaja je za ramenski obroč, hkrati pa tudi stabilizacijo trupa, saj moraš res v bistvu ohranjati to stabilnost. Narediš na vsako stran 10 ponovitev.
Vaja za zadnjico in noge, tukaj lahko delaš z utežjo ali pa daš utež stran, greš na kavč ali pa neko drugo dvignjeno površino, greš z lopaticami na konc kavča, stegneš roke in dvigaš boke gor. Pri tem pazi, da kad dvigneš gor, da je v kolenih 90 stopinj, da dvigneš gor in da zakleneš boke, torej da ne grejo boki previsoko. Tukaj delamo vajo za zadnjico, torej moraš čutiti zadnjico, eventualno hamstringe. In celo hrbtenico dvigaš istočasno. Torej, predstavljaj si, da imaš čez celo hrbtenico neko palico, ki mora iti istočasno dol. Torej, da ne gre najprej bok, pa potem ramena ali pa obratno. Narediš 10 ponovitev. In še za lopatice, torej hrbtne mišice, ležiš na trebuhu. Tukaj v bistvu narediš to, da se vsaj poskušaš nekako imeti prostor med trebuhom in blazino. To narediš tako, da medenico rahlo zarotiraš, kakor da bi hotela repek skriti. In gremo z vdihom naprej, z izdihom nazaj in stisneš lopatice. Tukaj delamo za mišice med lopaticami, narediš vdih naprej, izdih nazaj, noge so sproščene, 10 ponovitev.